Lepo pozdravljeni, dobrodošli na naši okrogli mizi oziroma posvetu za slovo industrijsko konopljo do inovativnih in bolj prijaznih izdelkov, novih delovnih mest in trajnostnega razvoja. Ta posvet je eden izmed mnogih posvetov, ki se ukvarjajo z vprašanjem konoplje. Zavedam se, da seveda s tem nismo ne prvi, ne zadnji, ki odpirajo tovrstna vprašanja. Se mi pa zdi pomembno, da vsak od teh posvetov pusti nek svoj pečat, pusti neko svoje sporočilo, predvsem tudi v tem, da je vedno več tistih, ki se zavedamo, kakšen potencialni pomen ima konoplja na mnogih področjih našega življenja, na mnogih področjih tako industrije, kmetijstva, gradbeništva, tudi, če hočemo, kulture, zdravja, medicine, tudi rekreacije. In ravno zato je vsaka od teh konferenc tudi priložnost za soočanje mnenj, ki niso seveda vedno nujno identična, ampak vsak od nas v teh prizadevanjih za bolj učinkovito, smotrno in uspešno uporabo te vrste industrije lahko doda svoj mozaik k skupnemu cilju, da konoplja, ki je nekoč že rasla, zopet postane blago ali pa rastlina za pridelavo številnih vrst. O vlogi konoplje v zgodovini, pa se tudi v sedanjosti, ne bom predolgo razpredal, ker o tem tisti, ki se tukaj veste, to zelo veliko in ste seznanjeni v teh dejstvih že nekaj časa. Predvsem mogoče samo toliko zanimivost, da je bila Jugoslavija med največjimi proizvajalkami konoplje na svetu in da je imela zasejenih kar, če se ne motim, okrog 70 000 hektarjev, kar je mnogo več kot danes celotna Evropska unija skupaj. In očitno je to zgodovine potem počasi to konopljo različnih drugih interesov pregnal izpolj tudi določene panoge ali pa industrije so povzročile, da se o konoplji čim manj govorilo, da je konoplja postala mogoče bolj sinonim za drogo kot pa za industrijsko rastlino in da je svoj pomemben mozaik v tem delu seveda dala tudi farmacija. Ker dejstvo je, da farmaciji kot taki seveda ni izrecno v interesu, da bi tudi konoplja bila del medicinskih pripomočkov, če smem tako reči, ravno zato, ker ima predobre učinke in bi seveda lahko povzročila po drugi strani kar pomemben izpad prihodkov in dobičkov na tem področju, ker kot veste, je farmacija eno področje, ki ima seveda največje dobičke glede na vložena sredstva. No, preden gremo v samo vsebino, bi želel predstaviti tudi naše zanimive sogovornike in goste posveta. Z nami so Maja Klemenc-Cokan, terenska kmetijska svetovalka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, strokovnjakinja za pridelavo in uporabo industrijske konoplje. Z nami je tudi Dejan Rengel, pionir pridelave konoplje v Sloveniji in ekološki kmet, strokovni sodelavec Inštituta IKANA. Z nami je tudi kolegica Violeta Tomič, ki je nekaj posebej predstavljena poslanka Združene levice in tudi predlagateljica sprememb zakonodaje, ki zadeva najprej prehransko industrijsko rabo, nato pa še medicinsko rabo kanabisa. Verjetno bo lahko kar konkretno povedala, kakšna vloga slovenskega parlamenta in pristojnega odbora v odnosu do ministrstev, kar kaže potem, kako v našem političnem prostoru razumejo tako imenovano delitev oblasti. Potem Matjaž Grtman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nami tudi docent dr. Darja Ačko-Kocijan iz biotehnične fakultete, ki
skupaj bi seveda moral priti še, če se motim, asistent, dr. Marko Plajšman, je tukaj in verjetno bo v nadaljevanju, če bo potrebe, dodal tudi svoj del. Silvester Borka, poslovni center za sodelovanje z gospodarstvom Fakultete za tehnologijo polimerov in pa Borut Šket, praktik krošne gradnje iz industrijske konoplje v Sloveniji. Predvsem tisto, kar nas je pritegnilo in tudi vzbudilo, da zavabilo prikaz gradnje hiš s konopljo. Bilo skratka več kot dovolj zanimivih sogovornikov, da čas, ki ga boste preživeli z nami, bo zelo zanimiv, koristen in hkrati zaključil tudi poučeni zaključki iz tega posveta. Upam, bodo mogoče predremili tudi najbolj trdovratno ministrstvo, da mogoče naredi še korak naprej. Tako da vabim seveda Majo Klemen Sokan k uvodni oziroma k njeni predstavitvi. Pri tem pa še, dragi sogovorniki in gostje, glede na časovne omejitve bi predlagal, da nekako več kot 10 minut ne bo izjemna redkost. Hvala.